Ko govorimo o pravicah oseb, ki so prosilci za mednarodno zaščito in osebe, ki imajo začasno zaščito, moramo poudariti, da so določene razlike. Osebe, ki so zaprosile za mednarodno zaščito, ne smejo zapuščati občine, v kateri so nastanjeni. So seveda neke izjeme, če imajo biometrični potni list, samo spet kot prosilci bi morali ostati v občini, kjer so nastanjeni. Za razliko od oseb, ki imajo začasno zaščito, se lahko gibljajo po teritoriji celotne Republike Slovenije. To velja seveda za otroke in za vse ostale. Mladoletni otroci lahko prehajajo meje, seveda, če so mladoletni brez spremstva. Oni so edina izjema, ki jim dovoljuje, da se gibljajo po celotni Republiki Sloveniji. Prosilci za mednarodno zaščito ravno tako ne smejo nikakor zapuščati Slovenije, dokler postopek ni zaključen oziroma dokler ne dobijo odločbe o mednarodni zaščiti, dodeljeni mednarodni zaščiti, če ta bo dodeljena. Tu ni nobene izjeme za prosilce za mednarodno zaščito. Oni ne smejo v nobenem primeru nikoli zapustiti Slovenije, dokler odločba ni izdana. Ne smrt, ne poroka, ne obisk starša, bolnega, kakršnega koli, morajo biti v občini in seveda v Republiki Sloveniji. Kar zadeva vračanje v izvorno državo, tu veljajo določena pravila. Mednarodna in začasna zaščita so izdane kot zaščita osebam, ki so zaradi vojne zapustile Ukrajino in tu so zaradi zaščite. Če gledamo tako logično, osebe, ki so pridobile zaščito, naj ne bi hodile nazaj v izvorno državo. Kot sem že malo prej rekla, osebe z mednarodno zaščito, tudi ko jo dobijo, ne smejo iti v izvorno državo, seveda nezavedno, lahko se odpovedo tej zaščiti in gredo nazaj v svojo državo. Ko gre za vračanje v matično državo, se tukaj najprej naj bi se odpovedali začasni oziroma mednarodni zaščiti in potem šli nazaj v svojo državo, iz katerega koli razloga. To ne pomeni, da oseba, ki je dobila začasno zaščito in se vrne nazaj, ne more ponovno zaprositi za začasno zaščito, kar ne velja za mednarodno zaščito, ker oseba, ki odide v izvorno državo, s tem izkazuje, da zaščite ne potrebuje, ker je že šla v vojno območje in s tem izkaže, da pač razlogov, zaradi katerih je dobila, ni ogrožena in je to vedno vojna in se dobi samo subsidiarna zaščita za 1 leto. Ne more dobiti iz istega razloga ponovno status mednarodne zaščite oziroma subsidiarne zaščite. Ko govorimo o prehajanju meja, je zelo pomembno vedeti, da odločba kot taka o začasni zaščiti, ko govorimo o osebah, začasno zaščito ne zadostuje. Ker če nekdo gre na Madžarsko, v Avstrijo, v Italijo, mejni policist te države ne bo znal, kaj piše v odločbi o začasni zaščiti v slovenskem jeziku, torej priporočilo je, da se ta odločba prevede v jezik države, kamor hodijo. Če bi bila izkaznica, bi verjetno bilo veliko lažje in je ravno tako pomembno vedeti, da prehod in ni to, da se ponovno lahko ostane v tej državi 90 dni, vendar je to kratkoročni obisk neke države. Ker pravica, ki je dodeljena v Republiki Sloveniji, ali je to mednarodna zaščita ali je začasna zaščita, velja samo za Republiko Slovenijo in seveda drugače, če je dodeljena v neki drugi državi, pravice oseb, ki so dobile mednarodno oziroma začasno zaščito, velja za to državo. In nekdo gre v drugo državo, oseba z mednarodno ali začasno zaščito, lahko gre na obisk v drugo državo, s tem, da je to samo turistični obisk. To ne velja za delovne vizume in tako naprej. Ko govorimo o delu, je dobro vedeti, da oseba, ki je v Republiki Sloveniji dobila ali mednarodno ali začasno zaščito, ne more delati z našim dovoljenjem, slovenskim, vendar si mora urediti delovno dovoljenje države, kamor želi iti. In to se ureja na način, da pridobi najprej delovni vizum in šele takrat gre v državo, kamor želi delati. Začasno zaščito oziroma mednarodno zaščito ne more delati v tujini.
to, kot sem malo prej rekla, velja samo za Republiko Slovenijo. Obiski matične države so relativno problematični, ker osebe z mednarodno zaščito, oba statusa sta dodeljena zaradi vojne, s tem, da mednarodna zaščita strogo prepoveduje obiske oziroma vračanje nazaj v matično državo, zato ker tam je vojna in tam je tudi v zakonu o mednarodni zaščiti tudi piše, da razlog za odvzem mednarodne zaščite je odhod v izvorno državo oziroma matično državo. Nikjer v nobenem dokumentu ne piše, da osebe z začasno zaščito ne morejo iti nazaj v izvorno državo, tako da se predvideva, da bi lahko potencialno šli na kratke obiske. Nikjer tudi ni napisano, za koliko časa ta obisk naj bi trajal, samo se potem bo smiselno gledalo in ugotavljalo, koliko je to smiselno bivanje oziroma kaj je to normalno trajanje tega obiska. In sigurno to ne pomeni, da oseba, ki odide v izvorno državo, tam ostane lahko 2 meseca, 5 mesecev, 6 mesecev, se vrne nazaj in potem nadaljuje svojo zaščito. Govorimo seveda o osebah z začasno zaščito. Takrat, ko se vrnejo, oziroma preden bi odšli, bi morali tudi povedati, za koliko časa nameravajo ostati v izvorni državi. In seveda razlog, zaradi česa odhajajo v izvorno državo. Teh obiskov ne sme biti preveč, v smislu, da 1 mesec so v izvorni državi, 2 meseca tukaj in tako v nedogled vsakih toliko časa nazaj v izvorno državo, pa spet nazaj v Republiko Slovenijo. Ko govorimo o podaljševanju, začasna zaščita je vsem osebam iz Ukrajine dodeljena do 4. marca leta 2023 in se bo podaljševalo, kolikor vojna bo še vedno trajala, za 6 mesecev. Za osebe, ki so dobile mednarodno zaščito in so vsi dobili zaenkrat, ne vemo, če bo tako tudi ostalo, so dobili mednarodno zaščito oziroma subsidiarno zaščito za 1 leto. Ko bo prišlo do podaljševanja, če bo seveda vojna še vedno v Ukrajini, začasna zaščita se podaljšuje za 6 mesecev, mednarodna zaščita se bo podaljšala za 2 leti. Začasna zaščita je dodeljena do 4. marca 2023, se podaljša enkrat za 6 mesecev in še enkrat za 6 mesecev. Ali se bo podaljševala še naprej, je odvisno od tega, kako se bo v Evropi odločilo, ali je to konec, seveda verjetno predvidevamo, če vojna bo še vedno trajala, se bo začasna zaščita podaljševala. Za razliko od mednarodne zaščite, ki se podaljša takoj ob prvem podaljševanju, takoj za 2 leti in seveda razlogi morajo obstajati pri enem in drugem, da vojna je še vedno v Ukrajini. Še vedno se ne ve, ali pri podaljševanju začasne zaščite bo treba zaprositi za podaljševanje, ali to bo avtomatično, vsaka upravna enota avtomatično podaljševala začasno zaščito. Pri mednarodni zaščiti je to vedno intervju, pri katerem se ugotavlja obstoj razloga za podaljševanje mednarodne zaščite. Vse spremembe, ki se nanašajo na spremembo naslova, potencialno priimka, odhoda nazaj v izvorno državo ali kratkega obiska ali zapustitve Slovenije zavedno, vse spremembe je treba sporočiti v roku 8 dneh. To je zelo pomembno, zato ker tudi recimo, če bi nekdo odšel in ostal potencialno v Ukrajini ali nekje drugje, tudi če bi to bilo protipravno, recimo za 5 mesecev, tukaj so pravice, ki so bile dodeljene, recimo finančna pomoč, 2 vrste finančne pomoči in če se ugotovi, da osebe, ki je to finančno pomoč dobila, ni bilo v Republiki Sloveniji, se zna zgoditi in bi bilo edino pravilno, da se ta denar bo moral vračati, glede na to, da osebe ni bilo tukaj.
Ko govorimo o najemnih pogodbah, je zelo, zelo pomembno povedati, da v najemni pogodbi je treba napisati najprej ceno najemnine in potem obratovalne stroške. Obratovalni stroški ne morajo biti opredeljeni približno okoli 200 evrov, mora biti natančno napisano, koliki ti stroški so. Seveda to ne pomeni, če tega ni tako zapisanega, da finančne pomoči ne bodo deljene. Če recimo nekdo napiše samo ceno najemnine, to pomeni, da bo njo samo dobil. Obratovalni stroški, oziroma tisto, kar je bilo dodatno, se lahko pri podaljševanju dodeli se najprej za 3 mesece. Pri podaljševanju se lahko potem dodajo te obratovalni stroški, ki se potem naknadno nakažejo ali lastniku stanovanja ali osebi, ki je zaprosila za te 2 finančne pomoči. Če bo napisano, da je okvirno ali približno okoli, kakorkoli nedefinirano, potem urad ne more izplačati tega zneska, ker okoli 5 evrov ne more nakazati. Ali je 5 ali ni 5. Mora biti natančno napisano, koliko te stroški znašajo. Obstaja tudi možnost, ko recimo oseba ne želi več biti tukaj v Sloveniji in želi ali iti nazaj v izvorno državo ali zaprositi in bivati v neki drugi državi. V tem primeru se mora najprej napisati odpoved, v smislu ne želi več mednarodne zaščite v Republiki Sloveniji ali začasne zaščite, in potem ta oseba lahko gre nekam drugam, v drugo državo, in tam zaprosi za mednarodno oziroma začasno zaščito. Seveda je zelo znano, da osebe, ki so Ukrajino zapustile pred 24. februarjem leta 2022, nikakor ne morejo zaprositi za začasno zaščito, vendar samo za mednarodno zaščito. Ravno tako je znano, da vsi, ki so bili v Ukrajini in so imeli ali stalni status ali so seveda državljani Ukrajine, lahko zaprosijo za eno od teh vrst zaščite. Torej študentje, ki so tam bivali kratkoročno, turisti, ki so bili iz neke druge države, ne morejo zaprositi za zaščito v Republiki Sloveniji, kot da bi bili ukrajinski državljani. In na koncu zelo, zelo pomembno vprašanje, ki ga je treba obdelati, je otroci, ki so tukaj starši, in recimo ti starši ali želijo, da otroka pošljajo očetu, recimo, ker večinoma so tukaj mame, je zelo pomembno, da se gospe mame morajo zavedati, da je v Ukrajini vojna. Zaradi tega so tudi prišle. In če pošiljajo otroka nazaj v državo, ki je v vojni, s tem zelo tvegajo, in seveda center v tem primeru bo obveščen in bo potem ugotavljal najboljšo otrokovo korist, ali je v redu, da je nekdo otroka poslal očetu, ki potencialno sploh ni več na naslovu, ki je bil. Se bori in tako naprej, torej se otroka pošilja v neko totalno nevarno območje in je prepuščen samemu sebi. Ravno tako, če nekdo, ki je z otrokom in je otrok mladoleten, pa želi iti nazaj v Ukrajino iz kateregakoli razloga, otroka samega ne more pustiti v Republiki Sloveniji. V tem primeru obstajata samo 2 možnosti. Ena je, da oseba, ki je tukaj z otrokom, pooblasti točno določeno osebo, ki bo prevzela skrb in varstvo otroka, s tem, da bi bilo najbolje in najbolj pravilno, bi moralo biti, da center za socialno delo to osebo tudi potrdi. Če bi bilo vse, kot je treba, bi center moral nadzirati delo te osebe, ki skrbi za otroka mladoletnega. Druga varianta je, da se samo center obvesti in potem center za socialno delo in potem center postavi skrbnika za posebni primer v času odsotnosti starša. Brez tega je zelo vprašljivo, ali starš opravlja svojo starševsko funkcijo tako, kot je treba in kot mora biti. To bi z moje strani bilo vse.